Evropa vztraja na zgrešeni ideji, da za razvoj potrebujemo veliko in poceni energije. Ker je Rusija postala nezanesljiv partner pri dobavi plina, je Evropa poiskala novega partnerja – Azerbajdžan. Azerbajdžan je država, ki ne spoštuje demokracije in človekovih pravic. Južni plinski koridor bo največji plinovod na svetu. Raztezal se bo čez 3500 kilometrov, od Kaspijskega morja do Italije. Smo na zahodu Albanije. Letos je še posebej deževno leto. To je Festim. Prodal je svoje imetje v Grčiji, da bi se lahko vrnil v svojo domovino in začel znova. Njegovo kraljestvo ima tanke plastične stene, ki pa so do nedavnega bile dovolj močne, da so zaščitile njegovo družino. Podjetje, ki gradi plinovod, mu je ponudilo 1000 evrov, da bi lahko koristilo del njegove zemlje za izgradnjo plinovoda. Veliki kupi zemlje, ki so jih za sabo pustili delavci, povzročajo poplave, ki sedaj uničujejo vse, kar ima. Smo na vzhodu Albanije. To lepo pokrajino so ljudje, kot je Fitim, zasedili z neskončnimi sadovnjaki jabolk. Uradniki plinovoda so mu ponudili 50 evrov za drevo in uničili 1/8 njegovega nasada. Ko bo posadil nova drevesa, bo trajalo 6 let, da bodo obrodila. Med gradnjo plinovoda so uničili tudi njegov namakalni sistem, zaradi česar so sedaj ogrožena tudi preostala drevesa. Albanija je na dolgi poti reform in želijo si napredka. Boj proti izkoriščanju v državi, kjer so participacija, demokracija in državni sistemi šele v razvoju, ni lahka naloga. Južni plinski koridor je primer, kako politična in korporativna moč pohodita ljudi. Povpraševanje po zemeljskem plinu v Evropi drastično upada. Zato dodatne plinske infrastrukture ne potrebujemo. Nov megaplinovod pa bo ogrozil tudi doseganje podnebnih ciljev. Zahtevajte od evropskih javnih bank, da v projekt Južni plinski koridor ne vlagajo več denarja.